NFT doživljajo vedno večje izgube. Se bo ta trg sploh še kdaj pobral? Poleg tega pa si bomo ogledali še, kako so v Črni Gori prijeli goljufa, ki je ustvaril piramidno shemo FutureNet. Bullchecker se je izkazal za zlonamerno razširitev, ki krade žetone. Binance se sooča z novo skupinsko tožbo zaradi pranja denarja in v Koloradu so tokenizirali kapelo. Pridružite se nam, zanimivo bo. 24 milijonov vredni CryptoPunk NFT tiho prodan, saj zanimanje za trg upada. Najdražji kos iz zbirke CryptoPunks NFT, to so nezamenljivi žetoni, je bil prodan za nedoločeno vsoto, medtem ko zanimanje za digitalne zbirateljske predmete pojenja. Čeprav je bila prodaja izvedena brez razkritja končnega zneska, so člani skupnosti začeli ugibati, da je bil NFT prodan z izgubo. Leta 2022 je vlagatelj NFT-jev Deepak Taplial, upam, da nisem razmesaril njegovega imena, kupil CryptoPunk številka 5822, redkega Alien Punka z bandano, za 8000 eterjev. Ta transakcija, ki je bila takrat vredna $23,7 milijona, je veljala za najdražjo prodajo v zgodovini CryptoPunk NFT-jev. Poleg tega je bila ta prodaja označena kot četrta najdražja prodaja NFT-jev vseh časov. 19. avgusta je Taplial na omrežju X objavil slovo od tega NFT-ja in mu zaželel srečo v njegovem novem domu. Podatki na verigi blokov so potrdili, da je bil NFT prenesen na nov, neoznačen naslov. Kljub temu pa Taplial ni razkril, za koliko je bil CryptoPunk številka 5822 prodan. Ker se trg NFT-jev sooča z upadom, so člani skupnosti sklepali, da je bil CryptoPunk prodan z izgubo. Eden od uporabnikov na X je Tapliala vprašal, ali je to najslabši NFT nakup vseh časov, medtem ko je drug uporabnik poizvedoval, koliko je vlagatelj izgubil po nakupu tega dragocenega kosa. Po podatkih uradne strani CryptoPunks je na voljo le še en Alien Punk za prodajo. Ta NFT je trenutno na prodaj za 5000 Ethereumov, kar je vredno približno $13,36 milijona. Eden od uporabnikov na X meni, da je bil CryptoPunk 5822 kupljen po podobni ceni. Če je to res, bi to pomenilo 43,6% izgubo za vlagatelja. Domneve skupnosti morda niso neutemeljene, saj podatki o NFT-jih kažejo na upad prodajnih količin. V drugem četrtletju leta 2024 so se NFT-ji soočili s 45% upadom prodaje v primerjavi s prejšnjim četrtletjem. Poleg tega so julija NFT-ji dosegli najnižjo mesečno prodajo od novembra 2023. 15. avgusta je prestižna dražbena hiša Sotheby's napovedala dražbo CryptoPunk NFT-ja in Biblijevega dela. Dražbena hiša je dogodek predstavila kot pomemben dogodek, ki združuje vrhunske kose. Vendar pa CryptoPunk NFT ni pritegnil veliko zanimanja. Do tega trenutka je NFT prejel le eno ponudbo, medtem ko Sotheby's ocenjuje, da je NFT vreden med $70,000 in $100,000, je edini ponudnik pripravljen plačati le okoli $45,000. Dražba naj bi se zaključila 22. avgusta ob 14. uri po vzhodnem času ZDA. Kaj pa vi menite o tem? Imate morda kakšen NFT? Komentirajte spodaj. Črnogorske oblasti aretirale direktorja osumljenega $21 milijonov vredne kriptogoljufije. Črnogorska policija je aretirala Romana Zimana, soustanovitelja domnevne kriptoprevarantske sheme FutureNet, ki naj bi s prevaro pridobila okoli $21 milijonov. Ziman je bil po navedbah oblasti odkrit v glavnem mestu Podgorica, kjer je živel pod lažno identiteto. Posebna enota policije je ugotovila njegovo pravo identiteto in ga pridržala, kot je bilo zapisano v izjavi črnogorske policijske uprave 19. avgusta. Za Zimanom je bil izdan nalog za prijetje strani Južne Koreje in njegove domovine Poljske, kjer je obtožen goljufije, pranja denarja in tatvine. V Južni Koreji se sooča z možnostjo dosmrtne zaporne kazni, so sporočili iz policije. Ob njegovem prijetju so oblasti zasegle naprave in predmete, za katere sumijo, da jih je uporabljal pri svojih domnevnih kaznivih
kaznivih dejanjih. Ziman naj bi se zdaj soočil s sodnikom na višjem sodišču v Podgorici, kjer bodo odločali o njegovi izročitvi. Roman Ziman je skupaj s Stephenom Morgenstornom leta 2018 ustanovil FutureNet. Spletna stran podjetja, ki je zdaj ukinjena, je projekt predstavljala kot večnivojsko trženjsko podjetje z dodatnim kriptožetonom FuturoCoin, FTO, ki je od takrat skoraj popolnoma izgubil svojo vrednost, kot kažejo podatki CoinGecko. Poljski urad za konkurenco in zaščito potrošnikov je marca 2019 opozoril, da bi FutureNet lahko bil piramidna shema. Podjetje je prodajalo pakete udeležbe v vrednosti od 10 do $10,000, ob tem pa obljubljalo dobiček vlagateljem, ki so uspeli prepričati druge, da se pridružijo shemi. Sredi leta 2020 so južnokorejske oblasti začele preiskavo FutureNeta, potem ko je 950 ljudi poročalo, da so izgubili milijone zaradi naložb v FutureNet. Italijanske oblasti so Zimana aretirale oktobra 2022 in to neposredno po zmagi na organizirani avtomobilski dirki, ko je še vedno držal svoj pokal v roki. Bil je izpuščen v hišni pripor, iz katerega je kmalu pobegnil iz države. Istega meseca je bil v Grčiji aretiran tudi Stephen Morgenstern, a je prav tako pobegnil iz hišnega pripora v Albanijo. Albanske oblasti so ga nato izsledile in aretirale avgusta 2023. Zapisniki Vrhovnega sodišča v Albaniji kažejo, da bo Morgenstern izročen Južni Koreji, kjer mu prav tako grozi dosmrtna zaporna kazen. Primer Zimana je podoben primeru soustanovitelja Terraform Labs, Do Kwona, ki je prav tako pridržan v Črni Gori in se sooča s podobnimi obtožbami glede kriptoprevar ter izročitve Južni Koreji. To je dober epilog zgodbe o prevari, ampak vprašanje ostaja, ali bodo vlagatelji dobili svoje vložke nazaj. In čas je za žreb. Izžrebali bomo srečne dobitnike takihle kapic. Trenutno bom iz tele kapice žrebal ven dobitnike, no to je ena izmed kap, CryptoDead, dam listke nazaj. Žrebali bomo pa med vsemi, ki ste komentirali pod prejšnjim videom. Tako da dajmo kar dobiti ta prvega izžrebanca. To je Drago Jančič, pomišljaj B9Z, bom pokazal tukaj v kamero. Zdaj, če se ne vidi, se bo izpisalo tudi na zaslonu. Tako da, Drago, prosim, pošli e-mail na hq@cryptomat.io, da prejmeš svojo kapo. Zlonamerna razširitev za Chrome Bullchecker krade žetone uporabnikov Solana DeFi. Zlonamerna razširitev za Chrome z imenom Bullchecker je v zadnjem tednu ciljala na uporabnike Solana DeFi in jim ukradla žetone. Decentralizirana trgovalna platforma Jupiter Exchange je prva zaznala to razširitev, saj je opazila, da so nekaterim uporabnikom Solane izginili žetoni. Jupiter je po poročilih uporabnikov, ki so izgubili svoje žetone, izvedel podrobno preiskavo o tej razširitvi. V poročilu, objavljenem v torek, so navedli, da je Bullchecker sprva izgledal legitimno, saj je uporabnikom omogočal običajno interakcijo z decentraliziranimi aplikacijami. dApps. Uporabniki s to razširitvijo so se običajno povezovali z dApps. Simulacija se je prikazala normalno, vendar so se lahko njihovi žetoni po zaključku transakcije zlonamerno prenesli na drugo denarnico, so zapisali pri Jupiterju. Ko je uporabnik namestil razširitev, je ta čakala, da se poveže z dApp na uradni domeni. Nato je spremenila transakcijo, ki je bila poslana v podpis uporabnikovi denarnici. Zanimivo je, da je simulacija po spremembi še vedno izgledala normalno in ni kazala znakov zlonamernosti. Poleg tega je platforma potrdila, da ni bilo ranljivosti v denarnicah dApps. Preiskave so pokazale, da je imel Bullchecker dovoljenje za branje in spreminjanje vseh podatkov na spletni strani. Raydium, avtomatizirani ustvarjalec trga, zgrajen na Solana blockchainu, je prav tako poročal, da so imeli prizadeti uporabniki nameščeno
to isto razširitev. Zlonamerna navodila so bila dodana običajnim navodilom za Jupiter in Radium, končno transakcijo pa je uporabnik običajno podpisal, vendar so bili njegovi žetoni in avtoriteta preneseni na zlonamerni naslov, so zapisali pri Jupiterju na omrežju X. Jupiter je dodatno opozoril, da je bila zlonamerna razširitev samo za branje, kar je uporabnikom omogočalo le pregledovanje imetnikov memecoinov. Kljub temu je več uporabnikov še naprej nameščalo in uporabljalo bullchecker, ne glede na očitne opozorilne znake. Poleg tega je bil bullchecker promoviran strani anonimnega računa na Redditu, ki je ciljal na uporabnike željne trgovanja z memecoini. Račun Solana OG je nato privabil te uporabnike, da so prenesli razširitev. Jupiter je prav tako navedel nekaj varnostnih ukrepov, ki jih morajo uporabniki upoštevati pred namestitvijo kakršnih koli podobnih razširitev. To je torej še ena zgodba, ki nas opozarja, kako zelo moramo biti pazljivi pri nameščanju aplikacij in razširitev. Če so vam všeč naše novice, dajte video všeček in naročite se na naš kanal in pritisnite zvonček, da ne boste zamudili naslednje epizode. Binance in Changpeng Zhao soočena z novo skupinsko tožbo zaradi pranja denarja. Binance, največja svetovna borza za kriptovalute, in njen nekdanji izvršni direktor Changpeng Zhao, CZ, se soočata z novo skupinsko tožbo zaradi pranja denarja, ki so jo vložili trije vlagatelji v kriptovalute. Tožba je bila vložena na okrožnem sodišču ZDA za zahodno okrožje Washingtona v Seattlu in obtožuje Binance, da je omogočala obsežno pranje denarja, zaradi katerega so ukradene kriptovalute postale neizsledljive. Tožba prihaja v času, ko se Binance sooča s številnimi regulativnimi in pravnimi izzivi, ki dodatno zaostrujejo pregledovanje njenih poslovnih praks. To še posebej otežuje situacijo za Zhaoa, ki se pripravlja na iztek zaporne kazni zaradi prejšnjih obtožb, za katere je bil spoznan za krivega, kar še dodatno otežuje položaj tudi za podjetje. Tožniki, to so Philip Martin, Natalie Teng in Yatin Khanna, trdijo, da so jim tatovi ukradli kriptovalute in jih nato preusmerili preko Binance. Tožba trdi, da je Binance zavestno omogočila pranje teh ukradenih sredstev na svoji platformi, s čimer je kršila zakon o organizacijah vpletenih v izsiljevanje in korupcijo. Po navedbah tožbe bi morala stalna evidenca transakcij na verigi blokov omogočiti sledenje in povrnitev ukradenih sredstev. Vendar tožniki trdijo, da je Binance s svojo vpletenostjo v pranje teh sredstev učinkovito izbrisala njihove digitalne sledi, kar je povrnitev onemogočilo. Tožba nadalje navaja, da je Binance pod vodstvom Zhaoja delovala kot nelicencirano podjetje za prenos denarja in zavestno ignorirala zahteve glede preprečevanja pranja denarja. Tožniki trdijo, da je ta malomarnost omogočila nezakonite dejavnosti in spremenila Binance v središče za pranje ukradenih kriptovalut. Pravne izzive pa ne spremljajo vsi z enakim prepričanjem. Bill Hughes, višji svetovalec in direktor globalnih regulativnih zadev pri ConsenSys, je izrazil dvom o sposobnosti tožbe, da dokaže te obtožbe. Kljub temu je priznal, da tožba postavlja Binance v negotov položaj, še posebej, če zadeva napreduje v fazo odkrivanja dokazov ali predhodnih obravnav. Hughes je poudaril, da bi lahko sojenje postavilo na preizkušnjo učinkovitost analitike blockchaina in povračila sredstev na verigi, kar bi lahko preoblikovalo celoten pristop k regulaciji kriptovalut. Ta tožba je zadnja v nizu regulativnih ukrepov proti Binance in njenemu ustanovitelju CZ-ju. Novembra 2023 sta Zhao in Binance dosegla dogovor s pravosodnim ministrstvom ZDA, v katerem je Zhao priznal, da ni vzdrževal učinkovitega programa AML. V okviru poravnave se je Binance strinjala z izplačilom več kot $4 milijard kazni, Zhao pa je odstopil s položaja izvršnega direktorja.
direktorja. In poleg tega je bil osebno kaznovan s $50 milijoni zaradi svoje vloge v kršitvah podjetja, vključno z omogočanjem transakcij uporabnikom v sankcioniranih jurisdikcijah, kot sta Iran in Severna Koreja. Nova skupinska tožba prihaja v času, ko se Binance že sooča s posledicami prejšnjih pravnih sporov. V začetku prejšnjega leta je Komisija za vrednostne papirje in borzo prav tako vložila tožbo proti Binance, obtožujoč borzo in Zaoja za zavajanja glede njenih nadzornih mehanizmov trga in umetnega povečevanja obsega trgovanja. Zvezno sodišče je dovolilo, da se večina te zadeve nadaljuje, kar dodatno povečuje pravni pritisk na Binance. Naraščajoči pravni izzivi bodo verjetno imeli pomembne posledice za poslovanje Binance, še posebej na ameriškem trgu, kjer se regulativni organi vse bolj osredotočajo na zagotavljanje skladnosti v sektorju kriptovalut. Vpliv te zadnje tožbe pa sega dlje od Binance in Zaoja. Če bo primer napredoval, bi lahko imel daljnosežne posledice za celotno industrijo kriptovalut. Kot je jasno povedal Hughes, bi lahko izid tega primera postavil precedens za to, kako se pravno obravnava analitika blockchaina in povračilo sredstev na verigi. Težavam Binancea očitno res ni videti konca. Tako, zdaj je pa čas še za en žreb, da izžrebamo še enega srečnega dobitnika take kapice. Ko malček premešamo, da vidimo. In to je Marko Marčan 9724. Bom pokazal še v kamero, se bo pa izpisalo tudi na zaslonu. Tako da, Marko, prosim, pošli e-mail na hq@cryptomat.io, da ti lahko pošljemo tako kapo. V Koloradu tokenizirali kapelo za zbiranje $2,5 milijona. Cerkveno omrežje Colorado House of Prayer, ki povezuje različne cerkvene skupine, se je podala na inovativno pot z uporabo tehnologije verižanja blokov za zbiranje sredstev za nakup svoje glavne kapele. Skupina je tokenizirala zgodovinsko stavbo Old Stone Church, veliko 11,457 kvadratnih metrov, da bi zbrala $2,5 milijona in si zagotovila lastništvo. Kapela Old Stone Church, ki je znana po svoji značilni kamniti zunanjosti, je že nekaj časa dom za Bushovo kongregacijo in druge povezane cerkvene skupine. Sedanji lastnik stavbe, lokalni poslovnež, ki ima tudi avtohišo, je nepremičnino leta 2022 kupil za $2,2 milijona. Za dosego tega cilja so ustvarili digitalno sredstvo Stonecoin, ki je povezano z nepremičninskim žetonom, ustvarjenim strani ReTokens in deluje na zasebni blockchain platformi Polymesh. Tokenizacija kapele omogoča razdelitev stavbe na digitalne deleže, ki jih lahko kupijo vlagatelji. Uspeh te pobude je odvisen od pozitivnega pretoka investicij in reaktivne vrednosti žetonov. Do zdaj je projekt zbral približno polovico svojega cilja in aktivno išče dodatne vlagatelje. Skupina načrtuje, da bo omogočila nakup žetonov tudi osebam zunaj svoje kongregacije, vključno s tistimi, ki niso člani cerkve. Po poročilu Global Financial Markets Association in Boston Consulting Group naj bi globalna vrednost tokeniziranih nelikvidnih sredstev do leta 2030 dosegla $16 bilijonov. Celo konservativnejše ocene banke Citigroup napovedujejo, da bo do leta 2030 izdano za $4 do $5 bilijonov tokeniziranih digitalnih vrednostnih papirjev. Velika podjetja prepoznavajo ta potencial in že vlagajo v tokenizacijo. Goldman Sachs namerava do konca leta predstaviti 3 nove izdelke povezane s tokenizacijo zaradi naraščajočega interesa svojih strank. Nekateri protokoli, kot sta digitalna tržnica ogljika Tucan in KlimaDAO ter protokol za tokenizacijo nepremičnin Propi, beležijo znatno rast uporabnikov. Pomembno je omeniti, da tako javne kot zasebne blockchain platforme vključujejo različna sredstva, kar dodatno prispeva k rasti tokenizacije. No, take bombastične napovedi je vedno treba vzeti s ščepcem soli. To bo tudi vse za to epizodo. Lepo vas pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.